Juri, dobrodošel. Živjo. Najprej se ti zahvaljujem, ker si vzel čas za študije banalnega olupka, potem se ti pa opravičujem, ker to bo kar kruto zdajle. To bo neizprosno. Iz tebe bom poskušal izvleči, kar se le da. Srž. Tako, bit. Vse, kar veš, vse, kar misliš, da ne veš, pa veš, vse. Hvala, v redu, Začela bi z eno mojo teorijo. Jaz mislim, da si ti nor. Okay. In me zanima v dobrem smislu, ne? Zanima me, kako vzdržuješ neko večno kondicijo domišljije, asociacije, ali če si to sploh kdaj hotel vzdrževati, ali se ti to kar dogaja? A veš kaj, prav hote, da bi jo vzdrževal, jo ne, zato ker po moje to nekaj, kar imaš v DNK-ju not, se mi zdi, no. Ok. Veš, že od majhnega, nor, nikoli mi ni dolgčas, no. Ker če mi je dolgčas, se pa sam s sabo kaj pogovarjam, pa tako, no, nekako, okej, no. Greva, ne, mislim, to je kompliment, to ni... Ja, saj sem razumel. Ok, super. Vem, da je bil tvoj dedek zate dosti pomemben lik, a ne? Ja. Tako, to je bil gospod Sadar. Gospod Sadar. Ok. Kaj pa v tistem času, ko si bil še čist mali, recimo, a se spomniš, kako si se, ne vem, naučil skakati v karakterje? Kaj si počel, da se ti je to zgodilo? A veš kaj, tako če probam na hitro zanalizirati za nazaj, ne. Že ko sem bil ful mečkan, pač dedi me je res skozi posod vlačil, on je v Šentjaku bo tudi igral, pa tako. In pač, ker nisem hodil v vrtec, sem hodil z njim okoli. A res? Ja, in to je bilo res zelo hecen, ne. Ker sva bila totalna frenda, babina me je tudi kape spletla, tako da sva bila enako oblečena. Skratka, res precej narobe, ne. Hudo. In vem, da enkrat sva šla, čakam že, mislim, da v Mestenga, na nek sestank in sem jaz, ne vem, koliko sem je, 4 leta star, ali ne vem, ja, rečva, in sem pol tam, pač bil nek sestank, direktor, pač tako kot pri nas prvi štuk, ne. In ta je imel očala, direktor, in jaz sem imel pa tudi očala, to mi je bilo ful fancy, ker sem bil toliko star imeti očala. In sem pol vse zabavil, pa sem bil Gorbačov, pa Reagan. In ne vem, kaj se mi zdi, no, da je ful pomemben pri tem, da ti dobro opazuješ. In jaz sem tak, da skozi vse imam več senzorjev odprtih, no. Še zmeri. In se mi zdi, da dokler je to tako, pol to štima, pol se to da. Je to tebi nek vojerski užitek ali je to prav načrtno tako iskanje materiala? Ne, a veš, kaj se pri meni zgodi? Recimo, jaz vidim eno matrico ali prizora, ali ene osebe, ali neke vsakdanje situacije, pač, ki imamo vsak dan skozi. In jaz vzamem sam nek blag kontekst, pa mi pa glava sama začne razmišljati, kaj bi se pa zgodilo, če bi on, ne vem, neki, pa bi pol una druga oseba skozi kašljala, ali pa bi jo skozi kaj, a veš, sam mal parameter zamenjaš in je stvar lahko ful smešna. Ja. In skozi razmišljam, kako bi bilo pa lahko to duhovito. Ampak občutek je, da ti nosiš tako res milijon, se pravi, tudi vse tvoje vloge, ki jih delaš, ali pa si jih delal in jih boš delal, so res specifične in karakterno so vsaka nek svoj svet, ne? V navezavi na to se mi zdi, da ta neobremenjenost oziroma ta prosti tok asociacij pride ful prav. Vem pa, da te je recimo enkrat na akademiji lahko spravil tudi v neprijetno pozicijo. Večkrat lahko, ja. A veš kaj, skozi so ljudje bili malo, rečva, mentorja, no. Malo zaskrbljeni, zdaj ne, če v isti stvari govoriva. Ne vem, bova videla. Ampak, a veš, pač precej hiter sem bil zmer, ne. In pol je ratal problem, ker so rekli, daj nehi te predalčke odpirati, ne. Ampak v bistvu je še zmer pravim, se to niso bili neki predalčki, ampak sam neke, rečva, asociacije na to, neke rešitve ali kakorkoli, pač tako delam, ne. In sem imel večkrat probleme, ker so skozi me nazaj, ne,
daj za res, pa sem hotel za res, veš, se ne zafrkavam. Ne. In sem imel velikrat ali pa so me takoj v eno kategorijo vrgli, no, vse ti pa itak vemo, pa tako. Tako da sem imel kar, no. Pa sem pol tudi poštekal, kaj hočejo. Da se bolj poglobim, a veš, ne tista instant, ker recimo pri določenih tipih komedije ali pa komike zelo dobra stvar, ena hitrost, instantnost, odzivnost, ampak da greš malo bolj not v lik, no, kaj mislim. No. Ja. Ampak kaj pa je zate res merilo, recimo nečesa, da nekaj gledaš, ali pa tudi, kaj delaš, ker vem, da si do sebe, mislim, vidi se, da si dost strog do sebe, ne? Kaj je neko merilo, da rečeš, ok, ne, to je res brez veze, ali pa da rečeš, ne, to mi je všeč? Če greva Himenom, recimo, tip humorja Monty Python, John Cleese, to je meni, kvantna fizika humorja, ne? Enim se zdi brez veze, eni ne razumejo in se pa v resnici nič toliko zelo za razumeti. Po drugi strani mi je Cosby fantastičen, ne, pustimo zdaj, ne? Okay, ja. Njegovo znanje psihofarmakov, recimo. A veš? Ko si glih omenil Cosbyja, ne? Ja. Recimo, da je recimo velikrat tudi v komičnem svetu ena razlika med tem delom ljudi, ali pa da se velikrat čutijo neke vsebine, ki so zraven, pa pol pridejo na dan ali pa se zgodijo zaradi ne vem česa vse, ne? Ok, jaz sem pred tebi obraten občutek, se pravi, da si ti res tako dober človek, srčen človek in dejansko, to je moja mala izkušnja s tabo, kdorkoli je ob tebi, kar naenkrat so vsi mehki, sproščeni, srčni, ne? Se mi zdi tudi zaradi tvojega humorja, pač da znaš to uporabiti za milijon in en način. Ja, le, itak imam, kakor me itak poznaš, se prav hitro vidiš, koliko je ura, ne. Zelo rad zabavam, zelo rad imam smeh pa dobro voljo, recimo za komike pravijo, ne, zdaj spet to nek stereotip, pravijo, da so ponavadi depresivci. In zdaj, ko greš gledat par teh res velikih imen, pa njihov live, dejansko vidiš, da so izredno naporni ljudje bili, težki, 15krat ločeni. Pri meni ne moram reči, no, da čeprav imam tudi svoj dark side of the moon, tako da, ja, no. Včasih se mi zdi, da si celo preveč prijazen, da si tako skozi, mislim, ne, prijazen ni dobra beseda, da si skozi tako odprt v družbi, ne, da, mislim, občudujem to lastnost ali pa to zmožnost. Kaj pa diametralno nasprotje tega? Ne vem. Hude stvari so lahko. Ja, ampak... Mislim, znam biti tudi izredno ciničen, grd, lahko, redko, ampak ja, je tudi ta temna plat, no. Kako pa ti vzdržuješ glih to asociacije, srčnost, komedijo tudi v končni fazi, skozi vse to? Misliš, skozi ta svet? Ja. A ti iskreno povem, včasih, rečva še niti ne toliko zelo veliko let nazaj, je bil ta moj bazen toliko preširok, da v bistvu sem na vseh možnih nivojih probal, pa grebu, pa dajmo še in sem se skuril. Zdaj ti pa moram reči, da je kontrapol vsemu temu je absolutno, in to podpišem s krvjo, dom. Aha. Dom, baza, tvoji ljudje, pristanišče, no. Brez tega dejansko ne moreš biti produktiven pa dober. Včasih sem mislil, da rabim še bolj delati, pa še več, pa se raztrgati na 100 koncev, da bom bolj. Ni čist res, ne. V bistvu rabiš eno kontravtež, če češ biti pol v gledališču ali pa kjerkoli maksimalen, 110%. Zdaj bi te rad speljal na drug mlin, oziroma se je isti mlin. Zelo rad imaš živali, a ne? Mogoče to je tudi velik element tvojega doma. Kakor se ga spoznal, to vse skače, vse prede, se gnete, ne? A kdaj črpaš karakterje iz živali? Valjda. Ok, ja, se to...
A veš, koliko je bila meni zmeri dobra igrica, točno to zato, ker se mi zdi, da pusva zdaj med mačkami, vsak je svoj. Imam 4 mačke, vsak je čist druga oseba. Ne? Ampak meni je bilo zmeri fascinantno živalski svet, koliko se tam stvari materijala skriva. Dejansko, da daš nekim vlogam ali pa likom ali pa kakorkoli živalske lastnosti. Mislim, to je in obratno. Da da živalim človeške. Lastnosti. Mislim, to je hilarious. To je noro dobro. Valjda, da črpam, ja. Jaz tudi mačke govorim doma, veš. Mislim, to imava z Aleksandro ful, oba to delava, no. Imava ful žur, da se tudi med sabo po telefonu pogovarjava, pa ne vem, ona reče, daj mi Barnija na telefon. In pol jaz kot Barni govorim. To imava skozi to, ne. In tudi, kaj Barni, naš mucak tam zraven, ga kao govoriva, veš, in to je toliko smeha, ne. No, viš, take stvari se mi zdi, lahko jih gledaš na to kot neko igro. Kot bolezen, ne. Ja, meni se pa zdi, da so to tako eni gradniki pač razigranosti pa rahljanja domišljije, rahljanja zmožnosti misli, da to šiba kamorkoli hočeš, ne? Ja, res je to, ja. In tudi na televiziji si imel eno, ultra plodno obdobje, ne? Kjer si tudi veliko živali igral, ali pa tako, se spustil v njih. Ok, in zdaj, kako je to izvedljivo producirati? A si kdaj, ne vem, a si pol že samo variiral v ene možnosti? Kako si se lotil tega tako sistematično? Ker to ni šans, da si, ne vem, toliko časa kar stresu. Ajde. A veš, koliko jih nismo posneli? Stvari. Joj, res. Kaj, da ste jih dali? Pač nismo prišli do njih sploh, da bi jih lahko sploh še posneli. Ok. Rečva pa Berkova ali ne, kaj moramo narediti. Tega je toliko ostalo. Tle je bil največji problem čas. Ne? A veš, če bi samo to takrat delal, kar mogoče ne bi bilo tako zelo slabo, ne, iz zdravstvenih pač kakšnih razlogov, bi se še ful naredil. Ali pa spet ne, ker če bi imel pa čas, vprašanje, a veš, mi imamo eno po moje skupno lastnost, da ni to kampanskost, ampak da si, kadar si v stiski, si najbolj plodovit, se meni zdi. Tako, ker recimo zmer dan za primerjavo, v izobilju pa v udobju ni noben dober roman ratu. A veš, mora biti nek bet, neka frka in takrat si ful, mozak je takrat hitrejši. No. Pa se ti zdi, da si kdaj za to, ne vem, naložiš še kaj, ali pa si naložil še malo več za to, da bi probal pobrati? To sem ti prej rekel. Mislim, ne namenoma, ampak nekako sem čutil, da imamo še, zdajle ga imamo, včasih malo težko pa s takim človekom delati, veš. Ok, si mislim, ja. Sem bil kar naporen, po moje, no. Ampak, po mojem, verjetno si bil, ne bom ti tle porekel. Sem kar zoprn sem bil zelo, no, siguren. Zdaj sem malo umirjen, hvala Bogu. Kako pa, ok, a mi lahko sam poveš recimo, iz nule do produkta. Kaj se zgodi, govorim zdaj recimo konkretno o skečih, ker so taki kratkometražni, pa v bistvu vedno komični, ne? Vedno udarijo z nečim. A si opazil, da imaš tako nek enoten sistem, nema se usedeš, pa nekaj napišeš, pa štarta ven? Nikoli. Recimo za živalce, ki si rekel, ne, je bila rubrika, a veš. In potem sem glede na gosta zmeri probal prilagoditi, ne vem, kaj je bil košir, ok, zdaj pa asociacije, košir, smučanje, gorenci, rekvanje, kaj ćemo mu dati, kaj je bilo lahko je tacga, on je repal, ok, se pravi tekst se ponavlja, ok, ne bo papiga. Hudo. A veš, hudo. Na podlagi tega sem pa rekel, ok, pa še v researchu valjda se je doskrat kaj poklopil, ne. Če sem direkt z gosta štartil, ne. Recimo, ko je bil Franci Matos, seveda znan odvetnik, zastopa koga, ponavadi kriminalce, zmeri Murata, se pravi kriminalci, povezava mafija, ok, dajmo filme, Boter. Ok, kaj še Hudičev odvetnik? Ja.
LA Law in tako naprej. In pač z tega sem pol pisal skeče, ne. Ok, to, kar si zdaj rekel, se mi zdi pa res carsko. Ker, no, Franci Matos, tega bom kdaj pravil. Franci Matos. ne, asociacija, to, kar si prav v besedu, nekaj, kar ima mogoče kdo ful težave, pa se recimo zabija, ker se ne more spomniti ničesar, ne? Absolutno je treba. Ampak, a se ti kdaj znajdeš pred tem, da recimo nekaj hočeš narediti, pa v bistvu si pred zidom, ne moreš, by the way, a bi čaj, ker je kar mrzel? Ne bi, hvala. Okay. Ker Če boš, povej. mrzel. Ne, vroče, Si rekel. ja. A ne, si rekel mrzel. A bi čaj, ker je mrzel? A ja, ne, ker je mrzel, tako ne, hvala, ne bom. Zihar? Kar pi. Okay, dobro. Bom jaz malo govoril. Ja, naletiš na zid, veš, naletiš, recimo, ampak to je po moje povezan s tem, ker nekako sebe not ne najdeš v eni stvari ali pa ne vidiš. Deva sam še malo zavrteti, ker bi te rad še potegnil ven sam iz televizije, pa bi pa šel v teater. Okay. Recimo si rekel, ok, imamo to, pridemo do Papige, ne? Ta pot iz Košere do Papige, super. Kaj pa zdaj? Zdaj je treba še zmeraj vse narediti, zdaj še zmeraj imamo sam Papiga. Ja, ne, pa je že na pol produkcijsko delo, a veš tudi, ne. Ali kaj? A ne, tekste napisati. Oziroma, a je to Ja, ne, pol full so pa impro ali skeči. je... Ne, nič ni bilo. Več ali manj je vse napisano. To je okoli 7000 strani robe, veš, ki jo imam po kompih pa tako. Jaz sem šel kar urek, zato ker goste so hoteli imeti tudi tekste. Ja, seveda, ja. Pa tudi jaz sem čačkal te tekste v replike, veš, kolikor se je le dal. Mi smo tam brali, če je bilo le možno. Ne. Smo imeli 2 vaji, pa je bila pa noč seveda improvizacija. Ne. Ampak recimo kakšni skeči, recimo najdaljši je bil 17 minut stari, pa smo ga zrezali pol na 9 ali na 8. To je bil najdaljši skeč, ta Hudičev odvetnik. Je bilo toliko veliko teksta, ker pač se veš, asociacija je bil LA Law, ne. In zmeri, a veš, pride v Ameriki ta odvetnik in razčepluzne. Ja. In oni vsi jokajo. In to je se hotel pač točno to in da je tisti kontra je pa Franci, ki mu ne gre. No. Škašen je to bilo, ne. On, ja, sam, ko smo me še vadili prav, ja, sam jaz bi v resnici, če bi bilo to, tako sem, vem, da ti bi zmagal, ampak to je pa skeč. In 5-krat. No, sam jaz bi zihar si po, ja, vem, ampak zdaj to je skeč, ni hotel popustiti, da bi on zgubil. Ja, unga sem dal na boben, ne, pa sem pač bral na kamere, ker drugač nimaš, ne moreš to, ne. Kak se ti pa zdi v komediji, je vedno ta neka igra statusov, pa nekdo je vedno nekje više, pa nižje, pa nekje gor, pa dol, pa pol se obrača, ne? Ja. A si pristaš, kje si rajši? A si rajši na tej poziciji tega človeka, ki ga recimo obrne, ki se mu zgradi nek status pa pade, ali si rajši pametnejši, treznejši, ker videl sem te že v vseh, se pravi... Sam sem se zmer sem se bolj znajdel, ali pa zmer mi je bilo bolj so me zanimali te neki, veš, te, ki imajo napako, ali pa, ki se tako privremeno glupi, no. Te so mi bili, ali pa kakšni te, ja, mal hendikep, kao. Ja. Ne vem zakaj, zato ker to je ful širš. Tako kot v teatru, prost, moram Ja. reči. Recimo, vsi pravijo, ja, pa imaš glavnih vlog, pa tako ne. Stari, ja, sam imaš pa v dramatiki ogromen obrobnih vlog, Ja. ki mogoče niso toliko zelo napisane. Ja. Kar pa pomeni, da si ti lahko ful bolj kreativen, kakor Ja. če imaš ti, razumeš, cel tok zavesti napisan, kam boš zdaj šel, če je to tako. A veš, kaj mislim? Ja, recimo, na akademiji smo mi delali Lutvove 3 sestre in pol čez nekaj časa ste vi delali 3 sestre, ne? Tako, Kica je režiral, ne? Ja. Tako, Mojca je bila dramaturginja, Kolegin. ti si bil kolegin. Ta kolegin, ki si ga ti naredil, je bil zelo redek kolegin, se pravi... Mislim, da je samo en tak, veš. Ja, ni... Dober, v bistvu ti je hudo. Tak, Ja, nič ni ne- siten, ni tečen nič od tega, in ni- na nek način si obrnil to prizmo tega sitnega kolegina in ko sem to videl, sem si mislil, ok, vse se da, ne? Sam, tako kot si rekel, če se nekako stopi noter, ne vem, Da se ga, ne, samo moraš imeti kle res, se veš, kle je režija, koncept, tako. In kle je Januš ful pustil in jaz sem pa tudi, a veš, se zmer zagovarjam, to je spet druga zgodba, ampak jaz lahko še tako slabo osebo, ki jo igram, to je pač moja malo taka off lastnost, bom probal ga upravičiti. A veš, recimo tega ne vem, če veš, to ti bom pa jaz povedal. Pri Arkadiji
Okej. drugi letnik Ja. faksa. Ja? Jaz sem igral Septimusa Hodža, Zato si dobil tudi Zlatolasko. res je. Ja. In Septimusa Hodža. Se veš, tam se sedanjost pa preteklost Ja. se mešata zaradi istega problema, skratka. In ta moja učenka, jaz sem bil domači učitelj, moja učenka pač zvemo iz prihodnosti, se pravi sedanjosti, jaz sem bil preteklost, da je zgorela, da je bila težava kakor neki svečam in da je zagorela in je umrla. Pol zatem vidimo pa prizor, ne? Kako se midva učiva in ona se malo zaljubi tega učitelja in ona reče, dosti je, ne, lady, pustiva tako, gospodična, pejte zdaj, in ona ne bi šel, pejte pa, bodite pazljivi s svečo, reče. Lej, zdajle me, a veš, in jaz sem se z našo režiserko na smrt skregal, ker je rekla, da ji pržgem svečo, se ko ne bom, jaz ne pržgal svečo. Pa moraš, ne bom. Nisem hotel, da je on kriv, da je ona zgorela. Se predstavljaš, tako daleč, ampak dobro, takrat sem bil res, sam to je bilo noro, stari. Jaz sem takrat prvič se mi je zazdel, da sem začutil en tak, da se res ena oseba v tebi veš, tako, ful je bilo dobro, no. Ampak, no, pač ko zagovarjati tudi negativce do konca. Ne vem, zakaj, kako sva zdaj na to prišla. Ampak vse to delaš, mislim, to res povsod delaš, to si delal tudi za Krejona. Kolegin. Tako, kolegin, ja. Ja, seveda. Če bi ti mogel napisati učbenik odštekanih misli, kaj bi dal noter? Kaj bi bil... Ali pa napotke, ali kaj. Ja, recimo, ali pa 10 trening, ur tako kot če bi šel v fitness, pa bi rekel, 20 krat roke, 20 krat počep. Wow, to je dobra ideja pravzaprav, ne. Učbenik oziroma zapovedi za boljše življenje, ne. Ja, je Neka to nujno smeh boljše? je pol zdrave. Ja, jaz mislim, da je, no. Ja. A veš, kaj jaz mislim? Ljudje, zdaj mogoče malo ena digresija, ampak ljudje dostikrat imamo težave v odnosih točno zaradi tega, ker vsako stvar zelo dokončno in dobesedno in tukaj je pol konc, jemljemo. Tudi kadar imava midva doma kakšen konflikt ali pa kadar je kakšna stvar, ki ni čisto toliko prijetna, meni avtomatično recimo se prikrade en tak humor noter. In ti povem, recimo en od napotkov je probite skozi humor ali pa skozi popačeno sliko se lotiti problema, ki nastane. Zato, ker tako kot, evo, čist preprost, imaš totalno tremo iti na oder, problem ali pa neki. Če greš, pa se najprej opravičeš publiki. Pa reči, oprostite, jaz tole danes, tako da že zdaj sem opravičen za vse napake, ki bojo. Na srčen, prijazen način, to sem na Viktorjih naredil, ta prvič. Da. In s tem sem si, veš kaj naredil, zasmejali so se in so me embraceali na nek način in evo, imamo, čutimo se, pejmo. Ja. To je siguren en humor, je zdrav, rešuje lahko probleme. Ampak, se pravi, še ena izmed teh, recimo, stvari, ki skozi govorimo okrog humorja pa komedije, je ta distanca, ne? Se pravi, je neka vrste odmik, da ti ne moreš, tako kot si rekel, v srži problema si zelo težko se iz njega norčuješ ali pa si duhovit o njem, ne? V srži prepira, recimo. Ja, sam se moraš, ne, mislim... Jaz sam si predstavljam, da nimajo vsi ljudje te možnosti, veš, da nimajo vsi ljudje te zmožnosti. Ja, če ne bi bil kar nemogoč, ne? Eni sploh nimajo zmožnosti pogovora, ne, to je tako štart. Ampak... Ključna stvar za to je, to je nik in hkrati moraš imeti tukaj vlogo. Zato, da si v vsaki sekundi, mikrosekundi sposoben stopati ven pa prec nazaj not. A veš? To je pri komediji, se mi zdi, drugačka tragedija, recimo. Rabiš imeti en svoj tretji kos dvorane, kar pomeni, da si skozi na eni distanci in si zelo hiter. Ja. A veš, zelo hiter lahko šiftaš, kot da se padeš, da je v neko čustvo. Ja. In tudi to tretje oko, a veš, pri tebi je občutek, da je teh oči joj, nehat vas moram hvaliti, se pravi, Sam res, ne bom... čist bedni. Ne bo, ker pol sam to govorim, nič te ne vprašam, sam ne govorim, koliko sicer, dosti tega. Mogoče je res v komediji ta zmožnost skoka ven tudi iz vloge, ki jo igraš, velikrat da nek komičen efekt, ne? Ja, itak, ja.
A ti so to... taki aparteji, veš, včasih so to pisali Molière, pa to, so to kot aparte, kot avtokomentar na. In, a veš, zdaj se to ponovadi kar črta, Ja. ali pa nekaj, ampak to je z nekim namenom. Ne? To je v bistvu neki, sem mu rekel, neki. In to je komičen. Ne? A veš, vloga nekaj dela in pol nam pove, vse ne mislim resno. Ja. A veš, komika je malo to, no? Pa verjetno je tudi stik s publiko. Olej Žerjav se premika. Le flamingo. Ja, imamo Žerjava. Res je Žerjav, no. Veš kaj, danes sem peš, pa so me prišli iskat. Stik s publiko. Ja. To si super tudi rekel iz Viktorjev, ali pa kakšen je pri komediji stik s publiko drugačen in koliko je pomemben? Zdaj spet odvisen od tipa, no, rečva ne komedija ali pa, ja, no, udejstvovanja. Recimo pri enemu nastopu ali pa pri enemu, rečva takmu stand-upu, ti zelo direktno pikiraš pač s to matematiko, zelo točno pikiraš na ljudi. In kljub temu, da je to matematika, pa so replike naštudirane, ti doziraš veličino tipografije glede na odziv. A veš? Veličina tipografije pomeni... Veličina tipografije, koliko kakšen joke še bolj poudaram. Aha, še jih imam. Gradiram. Aha, kle pa ni bilo, pojmo naprej. A veš? Je pa seveda tu znotraj enačbe. Pač koliko še, ne, diha stvar. Sam veš, pri komediji je ta odziv publike lahko zelo zafrknen, ker gremo lahko ponavadi čez in to se nam rado zgodi. Lahko pa je pa en tak jazz meni. Ja. Komedija je jazz, veš, smo skup. Dočim pri resnejših žanrih, jaz kar malo pogrešam včasih ta stik s publiko. Se strinjam. Ali pa živost, mogoče je tudi to, kar si rekel, stvar neke... Tako ne vem, kdo je tisti, ki dejansko, ok, soigralec, pač greš bolj na to, no. Saj tudi pri komediji je nujno soigralec, ampak ne vem, jaz imam rad to, no. Jaz sem zelo... Jaz sem hotel pri skečih imeti živo publiko. Najprej so rekli, ja, pa ne, jaz hočem imeti tam ljudi. A veš, in skeče nismo kronološko snemali, ampak smo jih prej in so ljudje prišli prav samo zaradi skečev. A veš, tudi. Ja. Ampak je bilo to nujno potreben, zato ker rata toliko lepših stvari, ne. The best. A veš, mora biti to nujno, no, to. No, veš, to je tudi skrb za, tako kot sem ti, verjetno skrb za to, da ti lahko delaš, da si ustvariš optimalen pogoj, da pol pičiš, ne? Moraš, če češ, da si ti. Ko si govoril o tem smehu, super mi je, prepoznam ta občutek, ja, da v bistvu lahko doziraš, vidiš, kje je in pol ga razvijaš, če ne pa umakneš, ne? Predstavo malo počasi. Tako. Veš, sej, ja, to je živa stvar, ne? Všeč mi je tudi to, da si rekel, mene zelo moti to, matematika, ampak moti me to, da danes, recimo, ko delamo predstave, smo velikokrat tako, joj, ne iti čez tle. Ja pa, če hočem iti čez, bom pa šel in bom potem videl, ne? Se pravi, je to neka odgovornost igralca, po mojem, da zna sam slalomirati čez to, ne? Ja, sigurno. Ne pa, da se že vnaprej nečesa bremzam, pa pazim na to. Čeprav je, veš, kakor je recimo, zna biti recimo, rečva ta strokovni sektor, zelo sterilen, pa zelo nas bremzajo. Jaz mislim, da imajo dostikrat tudi prav. Aha, okej. Kaj se ti zna zgoditi, da Jurček slej ka prej pobegne vse te svoje neke hihi, okej, ali pa sred vaje, dajmo, no, zdaj moramo pa narediti. Ali pa imaš Jurčka, pa tvojega prejšnjega gosta, ne? Pa smo pa tam, pa še našega zlatega Nejca, pa lahko to rata res tak jazz, ki je zelo nevaren, ne? Ja, zakaj pa ne bi bil enkrat koncert tega jazza, ne? Sej, če je enkrat. No, ja. A veš, ki taki podobni kalibri, ne vem, ali pa Saša Pavček, mislim, to je nekaj najbolj smešnega na svetu. Ja.
In jaz njo prav rad kaj lansiram pred predstavo in jo pol čakam na unem mestu in jo dostikrat ima, veš, ti. Mislim, in to je tako, a veš, se začneš reči, da je šlo sam z odra, ne. Mislim, res, sam spomnim, to so, kaj meni Šugi deli vse stari pri demokraciji, ne. Ker pač, a veš, vsi trije radi jemo, ne. In pol tisti kostumi so bili tako zmerbali iz čistilnice. In pol on za nalaž zraven mene sedel in je hotel kao na unih skreč kolkah nogo prekrižati in nekako, ker me jaz pa zraven nekaj začel. In jaz valjda, so se že školke vrtele, veš, to so bili taki joki, jokali smo. Res. No. Sam to je del tega, no, jaz mislim, da če se kastrira ene stvari, zgubijo žmoht, pač zgubijo drive. Sam je pa res treba biti ful discipliniran, ne. Ja, in se lahko tudi sam discipliniraš, ampak verjetno je tudi fajn imeti to disciplino od zunaj, ne. Ja, ampak si predstavljam, da so ljudje, ki pa recimo glih kontra ne morejo, se pa glih ne morejo nedisciplinirati. Veš, kaj mislim? Razumem, ja. Se pravi, se mi zdi to ena lastnost, kateri se stremi, ki pa je lahko nevarna, pač je bi ga. Ja, je nevarna. Ampak jaz imam to ful rad. Jaz imam rad te nepričakovane, veš, zaplete. O, ja. Jo, koliko je meni to nekaj dobrega. Ker kaj, zdaj pa spet ne, se kolega zmot ali pa se ti zmotaš. Ne, in so recimo resen tekst hlapci, ne. In kakav naredi lapsus pred tabo, lej, a zdaj kot komik pa žanr ne dopušča tega. A boš zdaj ti to poudaril? Jaz ponavadi rad kaj, ne. A veš, pa unka naslednji na oder prije spet poudar to, a veš, take fore, no. Kakva je pa razlika, super si to rekel kot komik, ne? Se pravi, obstaja razlika, ne, obstaja med komikom, pa med vlogo komika, pa med vlogo igralca. Ja, obstaja, rečva, po načinu dojemanja mogoče, no. Rečva, da ima, pa zdaj to ne narobe razumeti, da ima mogoče komik, tisto, kar sem ti čisto na začetku govoril o parametrih, menjavanje, ima mogoče še eno dimenzijo zraven. In to je ta, kaj bi bilo pa, če bi jaz A veš, igralec recimo, vse ne igra partitura, je skupen dogovor orkestra, ne. Zdaj, če imaš pa enega, ki rad names dura tam en mol stisne, pa da pol pogleda, to bi rekel, no, da mogoče je. No, to je tudi super. Da ti zraven še en film laufa, no. To je tudi super, recimo prav to, kaj pa bi bilo, če, to se verjetno lahko sprašuješ skozi, mislim. Ja, pa saj to je drive, veš, pa ne more biti dolg čas, nikoli, ne. Ok, kaj pa ta, velikokrat se komediji ali pa tudi komikom učita površina, da ostajajo na površini. Kaj je s tem? Jaz mislim, da zdaj spet, tle bi sam to še poudaril, no. Če govoriva o tem širšem tipu, ki se zdaj zelo brandira pač komedija, kar nama, bi rekel, pri nama ne bo šlo skozi, ne, kvalitetno nama ne bo všeč. Ja, pa je to mogoče res neka površina ali pa što sam zaradi sebe, ki pa ni nujno, da je sploh, ali pa slabo izveden. Drugač, meni so najbolj smešne une najbolj preproste stvari. Mogoče je to res površinsko. Tako, a ja, sej, ne, ni res. Recimo v Valentinjadi si ti imel en mali bitek, imel si več vlog, ampak sej upam, da je bilo to v Valentinjadi, ker si odzadi imel eno korakanje, a se spomniš tega? Korakanje? Ja, čisto odzadi nekega... Ja, konja pa to, ja, pa častno četo. Tako, ja. Eno pantomimo v bistvu, na nek način. Ja, odigral sem kralja, častno četo, Tako. Ne vem kva še, častni pozdrav, Ja. pač več teh, ja. Kako odigrati stvari preprosto? Mislim, to je zdaj neumno vprašanje, Odigraš samo tisto prvo asociacijo, ki jo imaš. Zdaj pa strukturiraš pa iz večjih teh. Vloga, ne, ki ti bi rekel žaba, in bi ti in bi rekel konj, nekaj. In bi sam to skup zložiš
ne, in je pol nekako, če to hitro preigraš, pa orank je pol to fani. A veš, samo ono prvo asociacijo, Ja, 20. častne čete. Ne vem, meni je bila prva una, ki jih je 100, pa še sam sem bil, ki je delay, eho efekt. Ja, točno. Ja. In pač to nekako odigraš, ne? Evo, to ti pa ne bom verjel, to me pa ne boš prodal, da recimo, ti znaš milijon enih efektov tako iz lufta, ne vem, z zvokom, z telesom, čerko. Ne mi reči, da to nisi nikoli, pa vsaj pred špeglom stal pa to probo, ali pa ne vem, ne vem, vseh teh, pol ne vem. Valjda. Ja, no, hvala. Ja, valjda. hvala, no. Pa, a ti lahko še nekaj povem? Okay. Kje misliš, da jaz nikoli nisem šel, ajde, včasih sem se še bolj s tem ukvarjal, jaz nikoli nisem šel kar prima vista na oder pred ljudi z jokom. Nikdar. Jaz sem za Viktorje, klele kolege, obremenjeval 14 dni prej in sem jim joke govoril. In Odkrito si rekel, zdaj ti bom povedal joke, ali si jih probal uvaljati? Uvaljal sem ga. Uvalivam, jaz skozi uvalivam, kaj. Okay. Ja. Okay. Pa doma, valjda. Ne? Zdaj, še zmeraj ga moraš konstrukt sestaviti. Ampak vse važno je, da točke štimajo, pol povezavo že narediš. Ne? Okay. A bi rekel, da si kdaj svojim bližnjim s tem itak. tudi Pa se pravim, da sem naporen človek. Ja, no, rekel si, da si naporen, ker si recimo delal intenzivno. Doma bi si, recimo, moja draga, kdaj rada tudi kaj resno pogovarjala, veš, ali me ni, ne, ali sem koma tam na kavču, ena naplavina, ali me je pa po celemu fletu preveč. Ne. A ja, no, se pravi, so to mogoče ti dve skrajnosti. Ena je all over the place. Dojenček, veš, ki se naje. Ja, malo je tako včasih, ja, malo schizofreno. Mislim. V bistvu sem res nor, fuck. Yes, ne, mislim. Veš, kaj sem mislil s tem? Ne, no? vem, ne. Ker se mi zdi, da tudi neguješ svojo norost. Se pravi, da ni, da si ti ta nek, kar neki, ampak da se tega zavedaš in da jo tako nosiš. Ne, to je dobro, to je ful dobra stvar. To je v bistvu res fajn stvar. No. In s tem si mlad, no, nekako tako se mi zdi. No. Ja. Ohranjaš eno tako mladost v duši, srcu, pa rečeva eno hitrost. No. Pa mogoče tudi razbremenitev tega, tako si rekel, tega skakanja v vlog tudi v življenju, pač, da lahko skočiš ven iz neke svoje zabarikadirane vloge. Ja, je res je to. Kar pomaga, no. Kaj pa se ti zdi, kaj pa je zate najboljš, ko igraš nekaj komičnega? Kaj je zate najbolj a je kaj nagrajujočega pri tem? Zakaj to delaš? Ker igram komično. Ja, zakaj si rad smešen? Predvidevam, da si rad smešen, upam, da ti to ni valjda. Mislim, uživam v tem. Uživam v tem, ker sem imam dober, zato, ker sem svoboden, ker sem lahko hiter, ker lahko udejanjam svojo glavo, asociacije, ker si lahko dovolim še, da grem lahko čist predelač, pa še zmer, a veš, kaj mislim? Ja. To je res, to je tako, to je živo, to je noro, to je kot atomija, veš, to je gospodar časa in prostora na nek način si, ne? In če čem bom naredil, bom ga ustavil, če čem bom šel če hočem, bom to. A je to zasvojljivo tudi, ali ne? Zasvojljivo zame? Ja, ta drive. Ja, je. To je ena taka dobra droga. Aha. Je. Čeprav vse to, kar si vse isto rekel, se mi zdi, da velja tudi za tragedijo, se pravi. Tudi, ampak, no, a veš, kaj je meni ful lepa nagrada? To sem ti hotel prej, pa si me na komedijo vprašal. Aha. Recimo, jaz sem si skozi želel, komedija vseh oblik, ja. Ampak skozi sem pa želel pri sebi doseči, da bi jaz lahko sam sebe podpisal pod nečim resnim. Da bi jaz rekel, evo, no, tle si pa padel not. Ali pa, tle si pa verjamem, ali pa sem lahko nekdo drug. S tem sem imel ful probleme. Ful probleme, ker sem gledal starejše kolege, pa pri Karamazovih in sem jih občudoval, Nejca, Natašo, Igorja. In sem skozi, veš, sem bil pa mlad igralec takrat, ne, in sem skozi pač že komik in to, ne,
Ampak se je pizda, stari, jaz tega sploh ne znam, jaz to nisem za to, ne morem. Jaz resno, jaz si ne verjamem. Pa se je zgodil kreon. Ja, pa mogoče še kaj, no. Pa tudi kolegi, no, končni, ampak ok, kreon. In takrat sem pa rečva, da zadihal z malo bolj polnimi pljuči, se kot to. Evo, to je pa meni res nekaj vreden. Ja. A veš, je nov vrh. In sem začel v tem tudi blazno uživati. Ja, to sem vidim, Prej sem pa skozi, grdo rečen, spizdneval nek humor. Tudi, ko sem imel resno vlogo. Kva pa, če bi kle, samo, ker bi pa to en obramben, veš, pri meni to obramben mehanizem, velikrat. Ja. Je ho, ne. Ker je verjetno pa tudi težko se pa pol tega ustaviti, ali pa to reči, tako, ki si rekel. Glavo izklopiti, pa se sfokusirati res na neko hard čustvo, zato, ker te pa kle laufa, a veš. Ampak zakaj se ti to zdi, da je tako? Mislim, no, kaj je, veš, kako sem rekel, nekdo drug pa bi lahko, pa verjetno hoče glih obratno, je pa tako, a bi lahko jaz enkrat. Ampak jaz sem tvoj gost, ne. Ja, definitivno. Zakaj? Težko se je ugasniti, veš, včasih. Mislim, saj ti si zelo podoben kaliber, ne. Ja, ti tudi nisi zdaj na enem stolu, ne. Ti si verjetno še v 6 drugih. Ja, rad se presedem. No, tako, pa istočasno, da ti laufa. Ja. No, ja, rad si živ, rad si dinamik. Tako? No, kako zdaj, recimo ti imaš plavanje, sigurno, oziroma potapljanje. Takrat verjetno prost, da smo malo zamenjali vlogi, ampak, ne, ampak, a veš, to je verjetno en tvoj pobeg. Ja. Takrat si res sam, tišina, mir, vidiš. In je dober občutek, ne, ker ni zdaj preveč enih misli. A veš, pri eni resni vlogi ti po moje narobe hod, ne, kako bi pa zdaj kreon, če bi bil pa dolenc, ne. Stari, dele, to res ni pomembno. Misli pa so in ga je treba ugasniti. In kako to narediš? Ne vem, ratal pa naratal čas, se veš. Ne vem, ali pa moraš biti dosti zrel za to. Možno? Mogoče, jaz sem se tudi že prej kdaj matru s kakšno vlogo, pa se spomnim Vronski pri Karenini, ko sem jaz to težko igral, zato ker si nisem verjel, tako mi je bilo, tako je bilo težko pol, to je en tak pluk. Ne vem. Kaj pa, če je to tudi, recimo, vem, da ful mi je dobro, ker govorijo o tej neki, recimo, da je lahko humor tudi prebrisanost obrambni mehanizem, ne? Ful je to obrambni mehanizem. Pred tem, kaj, da se z nečim soočiš, da recimo si postavljen da vzameš neko dejstvo, recimo, ne? Resnico. Ja. A veš, ja, Williamsa. Ja. A veš, jaz mislim pač, pa tudi, če pogledaš pol malo zgodbo, pa tudi pri sebi lahko ne, sosledne stvari potegnem, sam zato, da ne rabiš biti sam s sabo, pa svojimi problemi, imaš 16 likov situacij na reči in tako naprej. Ja, to je pobeg pred... Ampak, recimo, pri tebi je pa moj občutek zdaj, da na nek način, ne, občutek je, da si se vrnil z eno drugo prisotnostjo, ne, in da si se z enimi stvarmi pri sebi tudi soočil, ali pa da si tako bil, da si se pogledal, ne vem, neki... Ja, so ene spremembe, bile, več ali manj življenjske. Pa ena orang tema, pa praznina vmes, pa hvala Bogu smo nazaj, ne. Ampak seveda drugač. A je to pol tudi kreon? Mislim, so tukaj tudi malo zasluge za kreona? Valjda. Ker, veš, ko sem še čisto govoril o tem projektu, recimo lani pomladi z ljudmi v teatru, pa so mi rekli, veš, kaj moraš nujno tudi vprašati, recimo, a se Zrncu dogaja to, da stopi na oder in potem se mu vsi že takoj režijo, ne? Kako pa oni, in potem sem videl, pri kreonu tega ni. Ne, tega ni. Ker je pa neko to prepričanje, pa je Zrnec, ali pa nek komik ful velikega kalibra stopi na oder in vsi ljudje so, ne? Tega pri kreonu ni. Ne, kako je to? Kontraefekt. Hvala Bogu, da ni, ne? Ja, ampak očitno nekaj narediš, da nekaj drugam preklopiš, da je tako, ali ne? Ker jaz pa vem, da ti lahko stopiš na oder in da tudi vsi umiramo, pa nič ne narediš, no? Ne vem, da si me vprašal neki
ker sem tudi jaz zmeri, se spomnim, sem šel v šolo gledati Hamleta, Nejca, ne. In a veš, dobro, tam okoli mene je precej vršal Veso. Ampak dejansko, to je tudi stvar inteligence osebne, no, ali pa čustvene. Če greš ti nekaj takega gledat, Pišuka, ne vem, kako ne ti to odgovorim, stvar posameznika, pač pri Krejonu tega ni. Ja, verjetno tega ni, ker po moje tudi ta človek oziroma ta lik, pač takrat skupaj midva prineseva eno drugo energijo. Ja. A veš, tudi drugačijo se skupaj. Ja. Ja, no, ne vem, verjetno. Hvala Bogu, no. Bi bilo kar bed, ne, če bi... Ja, ampak Kje si, Joli? točno to. Ampak je to neko to vprašanje, ki je spet nek tak stereotip, kao, pa se mu pa vsi skozi smejijo. Ne, da je to... Ja. A veš, kaj se mi najbolj dogajalo? Mislim, take banalne stvari. Ne vem, na pogrebih, pa ljudje. Ali pa, a veš, ne vem, greš jest ven, pa tam, ne vem, ali pa nekdo pride, ali pa nekaj, in pa te gledajo, ne. In kako pa, kaj ti rečeš, ja, kar precej slabo, no, ni. In čaka zdaj. Kaj, ne? A veš, ja, malo je to tako, včasih hecanja. Pa sploh ta, veš, ljudje, ki nas poznajo z televizije, oni, a veš, ljudje te kupijo. Ja. Ti si zdaj njihov. Ti si vsako nedeljo pri nas doma. A veš, mi te gledamo, jaz te imam, ne, na aplikaciji. Jaz vem vse o tebi, a ne? Ja. In si samo to. Ja. Zanč mi je ena rekla, ko je bulla vam in sem bil resen na fitnessu, ena gospa, in me gleda en čas in pač, lej, sorry, no, sej sem pozdravil, ampak je rekel, kaj ste pa tako resen? Tako nisem resen, gospa, sam vadat sem prišel. Oziroma tako če je kaj narobe. Tako ne, v redu je, sej. Ampak, veš, ljudje te kupijo. Ne, aha, ti si ta, ti si tako, valjda si zdaj sam to. In pri komikih je to problem, ker včasih smo tudi mi slabe volje. Misliš, generalno itak slabe volje, ne? Pač si sam človek, Ja. ne, pač, ja. Ampak verjetno je to neko breme ali pa pol še od vseh čutiš Ja, pol ta... je breme, je. Meni je kar breme, lahko ti povem, kako se s tem, kako se tega rešujem. Pač, da sem zelo rad tudi doma. Jaz nič več zadnja leta čim manj med ljudi hodim. Zato, ker mi je v eni fazi, sem se vprašal, za koga to sploh delaš. Ker če so to te ljudje, ki rinejo, pa ne vem, bi sploh to delal. In ful imam rad mir. Oziroma, ja, oder, vi ste publika, ja, ta odnos štima. Zdaj pa ta ves odnos, ki pa je negativen, pa obremenjujoč, raj vrata, stena. Samo to je tudi verjetno treba znati ali pa nekako se naučiti to... moraš priti do tega, ja, se moraš priti. Saj to ne pomeni, da zdaj sem pa odklonilen, kaj konc. A veš, kaj mislim? Ja, razumem. Sam nekako, ne vem, je treba postaviti eno tako... To so zdaj že težave mojstrov, veš. Ne mojstrov, vse to se dogaja, veš. Ja. To je nekaj, kar pač nekaj, kar gre z našim poklicom skupaj, no. Kako naj ti rečem. Razumem, čisto razumem. Je pa kar obremenjujoče včasih to, no. Kje si? Ne znam. Kaj so še, se pravi, komedija, en spektr, ki ga doživljamo, je tak, ki ga vsi vidimo, ne? Ja. Kaj so še druge te ravni? Ena je ta, ki si rekel, to neko breme, recimo pričakovan, da vsi ljudje pa skozi hočejo, a bo zdaj smešen, a bo zdaj zabaven. Da kar zdaj pa bo, ne? Ja. A je še kaj tazga? Ena je ziher ta, ki si rekel, ta stalen komični ki pol hoče skozi nekam skakati, se metati ven. Zdaj ti bom povedal. Ni lepšega, kot zakaj je lahko komedija tudi zelo terapevtska. Recimo, rečemo vsak posameznik, ali pa rečemo meni konkretno, sem imel težave ali s težo, imam še. In najbolj pristan pa najboljši material sem sam. Aha. Se pravi, da se
delam norca in se tudi prek tega vsi vidijo. Gledalci najdejo nekaj sebe. Recimo, ali pa sem pisal za Rifleta starega fotka, sem noter mu napisal cel blog, kako on pride na kolonoskopijo. In to je najbolj hilarious del predstave, kjer folk crkuje od smeha. In jaz sem samo napisal, kaj se je meni dogajalo, ker sem čez vse te preiskave hodil, pa pač dal njemu, ne. Da, ko se uležeš, da te v bistvu takrat tudi prvič pa zadnjič pohvalim, ko prdneš. In to te dejansko hvali, kar dajte tako, kar spuste ga. In pač sem to skozi tekst napisal, pa da me je božala na gastroskopiji, priden, je rekel, kaj priden, nisem konj, je ben, priden Janez, priden. In v bistvu, da svoje hibe ali pa svoje frke, lahko tudi zelo resne, obrneš na humor. A veš? In skozi to, ko se ljudje pol še režijo temu in pravi, vidiš, točno tako, ne, v bistvu zdravaš tudi mogoče ene stvari. No. V bistvu, danes sva rekla, lahko jih zdraviš, lahko pa tudi bežiš od njih, verjetno, ne? Sej, no, ampak lahko bežiš, lahko pa zdraviš. Sej to, in verjetno je to nek zanimiv... V bistvu CBD, ne, komedija, veš. CBD? CBD, tukaj indika sativa, zdravilna sestavina. Ok. Generira. Ja, dejansko. Ja. Veš, prej, ko si govoril recimo o resnica je verjetno... Ful resnica. Pač, če ni res, pol ni smešno, ne? Ne. Mislim, lahko je zmišljeno, ampak baza je pa nekje v resničnosti. A veš? In to je ziher nek tragičen aspekt, ampak ki pa je lahko terapevtski, ne? Ki je lahko... Totalno terapevtski. Ko si prej govoril o tem, sem pomislil, a ni recimo lahko tudi en komičen gag enako eni pesmi, ali pa a ni lahko... Lahko je oboje hkrati. Ja. Ker ti se mi zdi, da si hkrati lahko zelo stvaren, konkreten, lahko si zelo na nož režeš, lahko si pa tudi zelo pesniški na nek način, ne? Lahko je, mislim, odvisno, ne? A si bil pa kdaj v poziciji, da si bil pa recimo totalno zabederan, pa si v bistvu mogel se postaviti v eno to totalno humorno vlogo? Ja, itak, A si pomagaš z nečim, ali je to pač kar en gumb, ki se zgodi pol z izkušnjami? Stari, meni se doskrat, kadar je bilo tako, sem je tudi kar, bom rekel, ne vem, hvala, sem je ustral. Takrat, ko sem bil najbolj down, ko sem praktično bil kar pred orang sesut in sem itak rekel, da jaz na oder ne morem več in sploh ne bom več. In to je bilo res težko. Vem, da sta me takrat Aleksandra pa Marko povabila prvič kot gosta na Pliš, koncert v Cityja in sem itak hotel že 5krat skenslati, ker dejansko se nisem upal na oder pridati. In potem sem nekako prišel gor, sta me napovedala in je prav lepo steklo, ker sem videl, začutil, res to sploh ne moš predstavljati, jaz res nisem več bil sebe sposoben videti. In ko sem prišel pa na oder in so me ljudje tako bili veseli, kada bi gumb, pa kada bi gumb, ne. Evo me. In to je bilo toliko, jaz sem toliko bil hvaležen. Ko veš, kva sta videla, meni sta rešila. Jaz ne bi več sploh ever. Hvala, da sem lahko. Pa sem se spet zbudil. Tako da jaz ful verjamem v neki, da se nekaj mora tehtati, zato ker tokrat sem imel že srečo. A veš, kaj mislim? Ja. Tokrat sem imel že srečo, da skoraj bi rekel, da je bullshit, da ni nekaj tam, nekaj, kar te čuva. Hudo. A sem kaj povedal s tem? To je super si rekel, no? Ker si rekel tudi, prej si govoril o tem, da je recimo, ko si ful v frki, na nek način ne moreš izstopiti iz tega, si skozi v enem tem komedija na diglih to. Ko si zdaj rekel, da si stopil ven, na nek način so te oni, si sebe lahko spet videl, mogoče, kot ne vem, ful hudo. Odgrnili so me, no, veš, vso črnino, čudno. Ne vem, če veš, ti si zdaj na netu, si slaven tako
pri ljudeh, ki so bili v pleničkah, ki si ti delal, ne vem kaj. Jaz sem tako kot učbenik, veš, kaj je Ja, v roke. ampak to, kar, jaz sem pred kratkim na Instagramu neko spraševal eno neumnost za ta gag hoje po stopnicah. Sem spraševal, kje vse se ljudje tega spomnejo. In veš, kje mi je večina ljudi odgovorilo, tako otrok, najstnikov tudi. V skeču Juri Zrnec Sladoledar. Ja, in ti se zihrte, in jaz sem bil nespomnen, ne vem, a res, kaj dela? In grem gledati in res ti greš dol po unih štengicah, ampak da se to ljudje spomnejo na tako. Bulano, kaj se spomnijo, stari? Bulano. Zadnjič sem nekaj snemal, dobro, nima veze, snemal sem reklamo. Ja, okay. Je bil tam smučar. Dejansko smo ga mogli malo manj odstraniti, ker je tip zna res do vejce vse. In jaz tako, lej, dajmo zdaj nekaj, ker moramo posneti in on že meni. A veš, tako prav, tak en nov jaz, ki je vse znal. In tako sem rekel, jo, Jezus, kvaj že to? In pa on meni razlagal. Ja, res je, ful ustane tega. Če bi bil na samotnem otoku, kjer imaš samo publiko, ki je idealna publika, ampak je sam tam. Same mame. A to je tvoja idealna? Ne. Ok, Ne, sem tako, ker mama je res hvaležna publika. Res si dober. Ja, ne moreš. Krasen, tako si bil lep, a veš. Ja, to je pač idealna publika, na samotnem otoku si in moraš delati, želiš si delati nekaj komičnega. Kaj bi delal? Kaj bi bil kaj bi bila tvoja izbira? Kaj bi delal zdaj? Se norca s sebe delal. V samotnem otoku najbrž, evo, zdaj prva asociacija je, da bi, ne vem, tisto hrano, ki bi imel, bi zihar govoril, zdaj bom najprej tole malo flambiral, pa bom dal tako malo čičirikinega olja, ampak ne preveč, skratka jedel bi pa, ne vem, na pogilo banana ali pa kamne. Milka na 100 načinov, ne vem. Delal bi se norca iz sebe? Delal bi se, kada sem v resortu, ali pa ne vem, ja, pa sebe. Valjda. A ni to malo ta Vita je bela moment, ki Benini gre na koncu? Mašira pa, ja. Pa še 3 točke rabva, ne? Ja. Ja, je malo to, ja. Kdo? Sam lej, preživetveno, ne? Ja. Hvala, Juri. Mene že ful zebe, ne vem, kako si ti zdržal. Ne, super, v redu je. Jaz od tebe. Sem zdaj predlagam, tukaj imava ena vrata sicer, ampak a bi šla po teh stopnicah dol? Stari, misliš, da znajo mi dva leteti? Veš ga, ne. Peva po štenge. Čak, sam da Sandi nastavi kamero, mogoče tako, da se bojo te štenge videle, ker po mojem bo treba čist tam nazaj dati nekam. Prvo graj, ja, tako. Ja. Čak, sem pa a boš lahko sam? Bom, ja. Aha, čak, Čak, dej naredva sam ene parke. Ja, kar je, treba se malo greti. Malo sva, Niso one tekoče štenge, ne, da bi rekel, grem jaz prvi, ali boš šel ti? dej pet ti, ja, da vidim sploh kakšne so, ker ne... Paskaj temno spod. Aha, ok. Da ne boš slučajno... O ne, fuck, Juri, čak, gre. O, shit, se bo se vrde. Hvala, Juri.